Župnija Stranje v novi luči. Župnija Stranje si zasluži monografijo. Če že zaradi drugega ne, zaradi njihove imenitne cerkve, posvečene samemu očetu zahodnega meništva, opatu svetemu Benediktu, zavetniku Evrope, ki je bila v letih tik po drugi svetovni vojni obnovljena po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Največje zasluge za to je imel zelo nadarjeni, sposobni in požrtvovalni kamniški frančiškan pater Martin Perc, ki je mojstra Plečnika zato pridobil leta 1946. V Stranje se je pater poleti in pozimi vozil iz Kamnika kar s kolesom. Omenjeno cerkev, njeno notranjščino, so leta 1944 razdajali Nemci. Župnika Janeza Langerholca so že na začetku vojne izgnali v Srbijo. V Stranje se ni več vrnil. Partizani pa so še, preden se je nemški okupator znesel nad cerkvijo, požgali še šolo in župnišče. Obnovljeno cerkev je leta 1948 blagoslovil ljubljanski škof Anton Volk. Pri tej slovesnosti ga je zelo navdušil tudi stranski mešani cerkveni pevski zbor, ki sta ga soustvarila pater Martin Perc in organist Franc Turnšek. Leta 1952 je župnijska cerkev v Stranjah dobila tudi nove jenkove orgle. S temi podatki glede župnijske cerkve in cerkvenega življenja in delovanja v Stranjah začenja svojo knjigo skladatelj, zborovodja in organist Dominik Krt. Naslovil jo je Utrinki duhovnega časa župnije svetega Benedikta Stranje, podnaslovil pa V spomin na gospoda Franceta Gačnika in njegove sodelavce. To dvoje nam pove, na kaj je avtor zožil svoje pisanje, večinoma pa izbrano zelo bogato dokumentarno gradivo. France Gačnik je prišel za župnika v Stranje 2. februarja leta 1962, v večnost pa iz njih odšel 19. novembra leta 1988. To pomeni, da je bil v omenjeni župniji župnik več kot 26 let. Zamenjal je patra Pavla Krajnika, ta pa leta 1956, ko so patra Perca premestili na Brezje, tega redovnika. Župnik France Gačnik je v Stranje. Čeprav je vanje prišel z hribovskih župnij Sorica in Davča, prinesel in jih obogatil svežino duha drugega Vatikanskega koncila. Dal jim je nov pastoralni zagon, okrog sebe zbiral mlade, pritegnil celo glasbeno bit skupino Kamniktiti, da so začeli spremljati pevce cerkvenih zborov. Nekateri so se tega seveda ustrašili, saj so videli v njih nevarnost New Agea. Drugi, med njimi celo ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar in pa tržaški škof Lorenzo Belomi, pa sta bila navdušena nad to veliko pastoralno spremembo in poživitvijo v kraju pod Kamniškimi planinami. Pri tem je poleg župnika Gačnika, pisca in skladatelja številnih duhovnih pesmi in besedil, igral ključno vlogo domačin Dominik Krt. Kot ministrant je,
pri 3 letih in pol že pel solo v Gačnikovi pesmi Moja cesta je vzcvetela. Ko je imel 10 let, pa začel orglati pri delavniških mašah. Pozneje je bil desna roka župniku pri njegovih prizadevanjih pevsko prenoviti župnijo in tudi Slovenijo z novimi hvalnicami Bogu in novim laiškim načinom sodelovanja pri svetih mašah. Gačnik je svojimi tako imenovanimi ritmičnimi mašami in svojim bogatim glasbenim programom nastopal po Sloveniji in zunanje. Podal se je celo v sam Rim. Povsod so ga zelo lepo sprejemali. Prisotni so bili navdušeni nad tem sodelovanjem medgeneracijskih izvajalcev. Vse to pa ni ostalo brez posledic. Župnik Gačnik je bil reden obiskovalec zaslišanj tedanje Udbe. Naporno delo na prostoru gospodarskega poslopja v župnišču je zgradil tudi kapelo, številna zasliševanja in drugo nagajanje, potem pa še bolezen, je Gačniku skrhalo telesne moči in 19. novembra leta 1988 mu je prenehalo biti srce. S tem pa je v Stranjah pod novimi dušnimi pastirji počasi začelo ugašati zanimanje za njegovo glasbo, ki je ostala zvesta le še manjša skupina župljanov, zbranih okrog organista Dominika Krta, na njegovo pobudo po Gačniku poimenovanega cerkvenega mešanega pevskega zbora France Gačnik. Hud udarec je Dominiku prizadejal nekdanji župnik Anton Prijatelj. Aprila 2021 je zapustil župnijo in duhovništvo, ki je v župnijskih oznanilih na hribu najprej začel novačiti pevce za nov pevski zbor, 1. januarja 2012 pa objavil, da Dominik Krt ni več organist v Stranjah in postavil novega. Dominika je to zelo prizadelo, zato je začel iskati pravico predvsem pri njemu nadrejenih cerkvenih predstojnikih. Pri dekanu, pri arhidiakonu, pri generalnem vikarju, pa pomožnem škofu, pri pastoralni službi, pri nadškofu in celo nunciju. Kako je bilo s tem, pa še marsičem drugim, je Dominik povedal v osebni izdaji knjige, ki jo je namenil pevkam in pevcem mešanega cerkvenega pevskega zbora France Gačnik, vsem prijateljem in vsem sodelavcem. V končni izdaji knjige, namenjene bralcem po Sloveniji in zunanje, pa je ta svoj križev pot izpustil. In ta knjiga je izšla ob 60. obletnici prihoda župnika Gačnika v župnijo Stranje 2. februarja leta 2022 in jo je v prvi vrsti namenil Gačniku in njegovemu velikemu prispevku na duhovnem in kulturnem področju kraja, spominu nanj od nekaterih Stranjanov in drugih sodelavcev, posebej duhovnikov in tudi vsem, ki jim ime in priimek France Gačnik še kaj pomenita. Med njimi tudi duhovniku skladatelju Franciju Juvanju, s katerim je Dominik veliko sodeloval. Ta knjiga je zaradi veliko dokumentov in fotografij, osebnih spominov na Gačnika in na petje v po njem poimenovanem zboru, dragoceno spominjanje in pričevanje o času in ljudeh v Stranjah, ki so bili naklonjeni novostim tudi na področju cerkvenega delovanja, pionir le-tega pa je bil France Gačnik.
Le nekateri duhovniki, kaplana in župnika Pogačniku, gospod Roman Štebe in magister Anton Berčan, so mu sledili, drugi pač ne. Vsakdo ima pravico do svoje poti. Tudi Dominik Krt ima pravico, da je vse skupaj zbral in zapisal, kot je videl, kot je doživljal in bil vsemu tudi priča. Svojo resnico in utrinke duhovnega časa. Z njim vred pa to potrjuje še nekaj v knjigi sodelujočih župljanov in sodelavcev, ki so cenili delo Franceta Gačnika, na katerega od 4. oktobra leta 2009 v Stranjah spominja tudi na Dominikovo pobudo postavljeni spomenik. Za vse Stranjane, pa tudi za Dominika, pa velja pregovor Viribus unitis, združenimi močmi naprej. Vse to je ob izidu knjige zapisal Jožef Pavlič.